Ja, torej delovna mobilnost, predstavljam jaz to knjigo, ker so urednici danes nisem mogli udeležiti te predstavitve, zato sta me prosili, če lahko jaz nekaj povem o njej. Torej, Labor Mobility in the European Union, torej delovna mobilnost, torej zelo aktualna tema, ki se stopnjuje z leti in z novimi članicami, ki se pridružujejo Evropski skupnosti. Torej, pred leti smo v ta kontekst prišli tudi mi in tudi mi smo deležni te mobilnosti. Torej, Kristina Toplak in Mojca Vah Jevšnik, ki sta sodelavki Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, sta pripravili to knjigo, ki vsebuje 5 tematskih študij primera o tej problematiki in morda je najboljše, če preberem to, kar sta pripravili, ker bo najhitreje povedano in tudi najbolj jasno. Torej, urednici monografije sta v sodelovanju pri pripravi monografije z naslovom Labor Mobility povabile številne strokovnjake s področja migracijskih študij in študij mobilnosti. Delo se osredinja na obstoječe in porajajoče se izzive na področju delovne mobilnosti v Evropski uniji, ki so predstavljeni skozi prizmo mobilnih delavcev v različnih poklicih. V knjigi je tako predstavljeno 5 študij primera, ki osvetljujejo dileme in paradokse mobilnosti na primerih zdravstvenih 5 skupin, torej zdravstvenih delavcev, umetnikov in kulturnih delavcev, napotenih delavcev, to so najpogosteje zaposleni v manualnih poklicih, kot je gradbeništvo in težka industrija, skrbstvenih delavk, ki nudijo oskrbo ostarelim ljudem in visoko izobraženih delavcev. Prispevki se dotikajo perečih težav v navezavi z dinamiko delovanja trga delovne sile v Evropski uniji in uravnavanja zaposlitvene strukture v državah članicah, kar pa sproža številne etične pomisleke. Tu imajo avtorji in avtorice v mislih predvsem vprašanje spodbujanja mobilnosti ali rekrutacije delavcev v deficitarnih poklicih, kot so predvsem delavci v zdravstvenem in skrbstvenem sektorju. Le-teh primanjkuje v večini držav članic, projekcije pa nakazujejo, da se bo trend povečevanja potreb po tovrstnem profilu delavcev v prihodnosti nadaljeval zaradi staranja prebivalstva in povečanja pojavnosti kroničnih bolezni na eni strani in pomanjkanja zdravstvenega in skrbstvenega osebja na drugi. Zato se mnoge države odločajo za aktivno rekrutacijo delavcev iz tujine, pri čemer so uspešnejše tiste, ki lahko seveda delavcem nudijo več socialno-ekonomskih dobrin. Pri tem se poraja vprašanje etičnosti takšne rekrutacije v državah, ki se tudi same spopadajo s pomanjkanjem delovne sile in so v primerjavi z bogatejšimi prav gotovo manj konkurenčne. Predvsem pa gre tukaj tudi za vprašanje vloge državne blaginje in pripravljenost vlaganja v javni sektor in ustvarjanja boljših pogojev za delo. Skozi študije primerja tako ustvarijo avtorji in avtorice ogrodje za analitične diskusije o učinkih mobilnosti v Evropski uniji, učinkovitosti in pravičnosti prostega pretoka oseb znotraj Evropske unije ter večplastnosti posledic za posameznike, države članice in nacionalne politike. Študija primera v celoti poveže prispevek, ki je tudi teoretski uvod v tematiko. Ta mobilnost analizira in predstavi kot teoretski koncept, politično agendo in temeljno evropsko vrednoto. Naj povem, da so tudi te študije nastale v okviru številnih mednarodnih projektov, pri katerih sodelavci pri tej monografiji so sodelovali oziroma še vedno sodelujejo. Hvala lepa.